Višje cene vrtcev v Ivančni Gorici in Trebnjem. V Skopicah obnovili igrišče. V Šentjerneju ustanovili varnostni sosvet. Lepo pozdravljeni. V občini Ivančna Gorica živi vedno več mladih družin. To pa pomeni tudi vedno več otrok, ki potrebujejo varstvo, zato je prostorska stiska v vrtcih vedno aktualno vprašanje. Na zadnji občinski seji so ivanški svetniki podprli predlog sklepa o višini cen programov v javno-vzgojnem varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica. Cena vrtca se spreminja predvsem iz razloga sprememb plač pri pomočnikih vzgojiteljev in pa pri celotni skupini plačni, torej od čistilke, kuharja, perice, hišnika, pa tako kot sem že omenila, pomočniki vzgojiteljev. Na državni ravni namreč prišlo do odprave plačnih anomalij. S pogoji dela pa so v ivanškem vrtcu zadovoljni. Najbrž bi mogla reči, da je še zmeraj kaj treba novega ali pa narediti kaj dodatnega, ampak ta hip na neki načelni ravni, ja, smo zadovoljni. Imamo pogoje, ki so ustrezni, ki so pravi za naše otroke, ki so vključeni v vrtec, imamo kadre, ki imajo vsi ustrezno in pravo izobrazbo. Ena nalog vrtca je tudi v tem, da vse skozi odgovarjajo na potrebe, ki se kažejo v hitro rastoči občini, kot je Ivanška. Že od leta 1997 pravzaprav stalno iščemo rešitve, iščemo nove kapacitete, ker v resnici še zdaj nismo pospravili vse, če tako rečemo, vse otroke, katerih starši bi želeli vključiti v vrtec, prav v vrtec, pod streho. Nažalost, imamo še nekaj otrok odklonjenih. Gre predvsem za otroke prve starostne skupine, pozneje pa tudi ti najdejo mesto v vrtcu. Je pa situacija v vrtcu Ivančna Gorica povsem primerljiva z ostalimi vrtci v Sloveniji, še dodaja. Tudi v Trebnjem je vrtčevska problematika skorajda vedno na dnevnem redu občinskih sej. Na zadnji je trebanjski občinski svet, tako kot ivanški, podprl višje cene vrtca. V javnih vrtcih Mavrica Trebnje in Sončnica Veliki Gaber so pripravili predloge novih cen. Glavni razlog za preračun je sprostitev interventnih ukrepov vlade in spremembe v strukturi zaposlenih v javnih zavodih. Cene se spreminjajo zaradi dviga plač tistih, to se pravi po uredbi vlade. Gre za tiste dva plačilna razreda. Zato podražitev ni nobenega nasprotovanja, to se pravi, vsi so se strinjali tudi na odborih. Gre za ljudi, katerih plače so bile v najnižjem plačilnem razredu. Zaradi tega pa bo mogla občina precej seči v svoj proračun, seveda pa v enem delu, pa tudi starši. Tako da, pa vendar, se mi zdi, da je to pravično. Ob tem so potrdili tudi podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov vrtca Sončnica Veliki Gaber. Mi smo 1. septembra pravzaprav sprejeli vse otroke v vrtec, celo nekaj prostih mest je bilo, tako da seveda med letom se bodo še pojavili, to se pravi, potrebe po novih oddelkih, tako v Gabru, kakor pa tudi v Trebnjem. V občini je veliko mladih ljudi, ki so se tja preselili. V današnji družbi tudi ni več mladih upokojencev, ki bi lahko prevzeli varstvo na svoja pleča. Danes je v trebanjski občini 90% vključenost otrok v varstvo, kar pomeni, da smo v zadnjih 10 letih storili veliko na tem področju, še dodaja Kastelic. V zavarovalnici Triglav skrbijo za varnost otrok z nameščanjem prikazovalnikov hitrosti ob šolah, nedavno so ga postavili v Karmelju. Za akcijo Otroci Triglava pa 6 let pomagajo opremljati športna igrišča. Kot 22. v Sloveniji so obnovili igrišče v Skopicah. Sredstva je prispevala tudi občina Brežice. V vasi krepko narašča število otrok, zato urejajo športno-kulturno središče kot prostor za druženje vseh generacij. Že več kot pred 10 letom smo začeli praktično najprej z gradnjo tega igrišča, potem smo odkupili eno domačijo, kjer smo naredili tudi parkinge in pa igrišča za otroke. Kasneje in pa seveda tudi se še obnovil dom. Sedaj pa je donirala tudi zavarovalnica in s skupnimi močmi smo še opremili in pa delno tudi preplastili igrišče. Skopice so blizu vojaškega letališča Cerklje ob Krki in pred leti je občina z obrambnim ministrstvom podpisala sporazum o letni renti, ki bi jo porabili za takšne namene, torej za dvig družbenega standarda kot odškodnino za hrup in druge nevšečnosti vezane na letališče. Vendar ministrstvo denarja občini ne daje.
Obveznosti so izpolnili z nepremičninami, pravi župan. Pred leti smo dobili v neko zameno predvsem prostore in pa v remontu, kar pomeni, da do leta 2018 več nam ne financirajo. Prav zdaj se pa pogovarjamo za leto 2019, kjer bi ponovno se moralo to spostaviti, naj bi pa ministrstvo predvsem financiralo lokalno infrastrukturo, ki jo so uporabljajo. Kar pomeni, da na primer obnovo ali vzdrževanje kakšnega krajevnega doma oziroma šole niti v prihodnje ne bodo sofinancirali, še dodaja. Po vzoru nekaterih občin, v katerih tovrstne partnerske organe poznajo že vrsto let, so varnostni sosvet ustanovili tudi v občini Šentjernej. Pobudo zanj je dal novi komandir tamkajšnje policijske postaje Robert Zupančič, z ustanovitvijo pa so na zadnji redni seji soglašali tudi občinski svetniki. S takšnim načinom reševanja varnostnih vprašanj imamo samo pozitivne izkušnje, je svetnikom o predstavitvi varnostnega sosveta pojasnil novi komandir šentjernejskih policistov. In že ob tem prvem problemu, s katerim sem se srečal v nastopu funkcije, sem ugotovil, da je to eden izmed načinov, ki bo mogoče za ta kraj prinesel neko svežino in nek nov način in pa pristop reševanja problemov. Bistvo pa je pri tem, da so krajani informirani, da vejo, o čem se pogovarjajo in da se v okolju, kjer živijo, počutijo varne. Osnovni namen varnostnega sosveta kot partnerskega organa policije in lokalne skupnosti bo, pravi Zupančič, predvsem skupno in pravočasno prepoznavanje varnostnih problemov. Najdemo vzroke in jih potem ta vzrok skušamo odpraviti, se pravi v sodelovanju z vsemi deležniki. Članstvo v varnostnem sosvetu, s katerim želijo še izboljšati varnostne razmere v občini, se bo prilagajalo glede na obravnavana vprašanja, dodaja Zupančič. Nekaj bo stalnih članov, se pravi predstavnik policije, lokalne skupnosti in pa občanov, vsi ostali deležniki pa bojo pač povabljeni glede na problematiko, ki bo na sosvetu obravnavana. Ena izmed bolj perečih tem v šentjernejski občini je romska problematika. Za njeno uspešnejše reševanje Zupančič med drugim pogreša aktivnejšo vlogo romske občinske svetnice. Moram reči, da še nisem imel priložnosti se z njo srečati in pa pogovoriti o stanju v teh romskih naseljih. Je pa res, da je ona oseba, svetniki so osebe, ki so povezovalni most med krajani, policijo, lokalno skupnostjo in imajo velik doprinos pri reševanju problemov. Kljub posameznim nevšečnostim, ki jih sproti rešujemo, občani živijo v varni občini, še poudarja. V straški občini pa so se odločili za drugačen korak. Ker se vandalizem pojavlja na skoraj vsakem koraku in vsakem kraju, se je tamkajšnji občinski svet odločil, da sprejme pravilnik, ki bo med drugim omogočal izvajanje videonadzora na določenih javnih površinah v občini. Prišli so do ugotovitve, da se na določenih mestih redno povzroča škodo. Govorimo o igrišču pri osnovni šoli Vautovas. Ne bom zatrjeval, da je to vsakodnevna škoda, vendar smo ugotovili, da je bila škoda povzročena namenoma, tako da to je ena taka lokacija, kjer bi bilo smiselno vzpostaviti ta nadzor. Drugi resen problem pa predstavlja ekološki otok na Ljubnu. Žal poznam en del, se pravi ta ekološki otok je bil iz Ljubna predstavljen na glavno cesto v državnih selih in tam je, moram reči, praviloma stanje katastrofalno. To, če človek ne vidi, ne more verjeti, kaj se dogaja. Kljub predstavitvi tega otoka na lokacijo ob glavni cesti, kjer so kontejnerji bolj na očeh vseh vaščanov in zagotovitvi dodatnega zabojnika, se še zmeraj pojavlja, da so smeti poleg zabojnikov in ne samo to, da se tam odlagajo tudi kosovni odpadki, kateri se pa ne bi smeli. Na novomeško komunalo so poslali zahtevo za tedenski odvoz. Poleg tega bodo na tem otoku zagotovili še dodatne posode. Pravilnik so svetniki soglasno podprli. Jaz načeloma v bistvu tudi podpiram tak način, bi rekel, zagotavljanja dodatne varnosti našega premoženja, ki ga občina ima. Zdaj, v bistvu, kar mi je pa tle zelo pomembno ali pa ključno je to, da je res usklajeno za vsemi zakoni, ki veljajo na tem področju. Vsi pa so prepričani oziroma si želijo, da bodo te kamere delovale predvsem preventivno. Saj bodo morebitni hudodelci zaradi njih dvakrat premislili, preden bodo kakšno ušpičili. Šmarješki občinski svetniki so na zadnji redni seji med drugim soglašali z načrtovano obsežno spremembo prometne ureditve na občinski cesti v Dolenjem Kronovem. Ta prinaša kar nekaj pomembnih novosti. Cesta bo namreč, potem ko bo dobila svežo podobo, prvenstveno namenjena kolesarjem.
Nekdanja regionalna cesta, zdaj prekategorizirana v občinsko, je v precej slabem stanju. Ker gre za del kolesarske povezave Sava-Krkabajk, se v prihodnjem letu obeta njena temeljita prenova. Cesto bo novo asfaltno prevleko dobila vse od Šempetra do Dolenjega Kronovega. To je del projekta Sava-Krkabaj in smo v sodelovanju z mestno občino Novo mesto pripravili ureditev te poti, ki bo namenjena v prvi vrsti kolesarjem, pešcem, da tako povežemo turistična središča v Točeč in Šmarješke Toplice. Po prenovljeni cesti, gre za dolžino slabih 600 metrov v Šmarješki občini, bo promet dovoljen le izjemoma. Bo dovoljen samo dostop do parcel in do hiš, ki na tem območju živijo. Novo asfaltno prevleko bo, kot je na seji pojasnila županja, v celoti financiral Dars. Prispevek občine bo minimalen, ker dejansko se bo vse sredstva pridobilo tudi za prometno signalizacijo s razpisa za to mobilnost. Sprememba prometne ureditve bo občino sicer predvidoma stala dobrih 13 tisoč evrov. Oktober je čas, ko turistične agencije vabijo na med Slovenci priljubljene izlete, to je ubiranje mandarin v dolino Neretve na Hrvaškem. Družina Škof z Čerešnjevca pri Semiču, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo, pa se je odločila pripraviti dneve mandarin v Beli krajini. Povezali so se z družino Anđelič iz Opuzena v dolini Neretve, ki je v Belo krajino pripeljala sveže obrane mandarine in na svoji domačiji pripravili pokušnjo le-teh. Pa vsi rinemo v Neretvo po mandarine, vsi turisti in vse, zakaj ne bi pripeljali mandarine sem, sveže obrane in da jih ljudje tukaj lahko kupijo in poskusijo. A niso pričakovali tako velikega odziva ljudi. Nenormalno, preveliko povpraševanje, 2 tone jih je prišlo, vendar so šle v sekundi. Kar je presenetilo tudi družino Anđelič, ki se že več kot 20 let ukvarja s pridelavo in predelavo mandarin. Mi nismo bili spremni na ovo. Znači, puno ljudi je došlo i to je, stvarno iskreno 20 minuta i se nestalo. A že jutri prihaja v Belo krajino nova pošiljka sveže obranih mandarin, ki jih sicer letos primanjkuje. Znači, ove godine se dogodilo da je mandarina smrzla i nema je. Znači, naša obitelj ima ove godine 1/3. Letno sicer pridelajo okrog 150 ton mandarin, letos pa jih bo le okrog 50 ton. So pa pridelane na naraven način, poudarja Anđelič, kar pomeni, da niso škropljene in s kemičnimi sredstvi pripravljene na prodajo, tako kot tiste, ki jih najdemo na trgovskih policah. Mandarina se prekrije sa žutom bojom, mandarina se voštira i onda ta mandarina kad vi kupite u dućanu, ona je prežuta i onda imate crni, kako se kaže, špic. To znači da i ona je preslatka, a to znači da mandarina je izgubila sva svojstva. Znači ta mandarina mora imati svoju boju koja je dijelom i zelena i kad vi jedete mora biti svježa. Pri naravno pridelanih mandarinah, ki zorijo vse do sredine decembra, pa je užitna tudi skorja. Ta kora od te mandarine se može osušiti i može se ušećeriti. To se jede, to je jako inače zdravo. Zdravi pa so tudi sokovi, likerji in marmelade iz mandarin, dodaja Anđelič. Zdrav je tudi dober spanec, zato vam želimo prijeten večer in lahko noč.